Ja, tako je, berejo se kilometri, ne, in če bi takole čez palec preračunal, ne, je to približno 3 mesece na leto preživim v avtu. Vaši trije lepotci tule zadaj, čeprav ima samo en vzdevek telep, bodo kmalu skupaj nabrali 2 milijona kilometrov. Zdaj, kako to človeku uspe? 2 milijona je za marsikoga, tudi zame, pa se veliko vozim, nepredstavljivo. Pravzaprav ni tako težko, ne. Prvi pogoj je ta, da se bojim aviona, ne, in vse poslovne poti, ki jih opravim z avtom, ne. Sem seveda včasih potoval z letali, ne, ampak ja, imam neko negativno izkušnjo in takrat naprej ne grem več v zrak. Ste rekli, ne bom se več vozil? Rečem, zrak je za ptiče, ne, to je v redu. Zame je pa avtomobil. Tako. Vem za eno anekdoto, da ko ste kupili avto, so na servisu rekli, se vidimo, ko boste obrnili 15 000 kilometrov. In vi ste avto pripeljali potem nazaj, kdaj? Ja, prej kot 2 tedni. Ja, to je bila ena taka slučajnost, je bila ena pot iz Ljubljane na Portugalsko, pa od tam v Skandinavijo, pa nazaj, ne. Pa je rekel mojster Frelih, ne, ja, a je kaj narobe bilo, ne. Sem rekel, nič, samo kilometri so spet. Vas še vedno poslovni partnerji čakajo na letališču, misleč, da pridete tja in ne kar direktno na njihovo parkirišče? Tudi na Finskem, Portugalskem. Zdaj že vejo, da se bom pa Kje so se največkrat pripeljal, ne. Kje so vas največkrat čakali na letališču? Ja, to se je ravno v Skandinaviji zgodilo, ne. Ker nekako niso dojeli, da bi se kdo iz Ljubljane v Helsinke pripeljal z avtom, ne. Še ena anekdota iz servisnega centra, ne. Bojda, ko ste nekoč pripeljali avto na servis, ste potrebovali nadomestnega, da greste, takrat ste rekli, da greste na službeno pot na Portugalsko, če se prav spomnim. Ja, ja. In oni so rekli, rabi avto do letališča, ne. Nihče ni pomislil, da se boste dejansko peljali na Portugalsko. Ja. Tisti, ki je organiziral nadomesten avto, je bil še nov, pa me ni poznal, ne, tako da. Ja. In potem ste 3 dni kasneje prišli ne samo s Portugalske, ampak ste skočili še na Nizozemsko. Ja, sem imel novink čez Amsterdam, ja, tako da je potem odgovorni malo debelo pogledal na števce, ne, ampak. Ja. Ko je bilo 3 dni kasneje, 7000 kilometrov? Tako, ja, hitro grejo kilometri, ne, ko si na cesti. Ja, hitro se ne berejo, ne, seveda. Za vsako delo, ki ga človek opravlja, potrebuje orodje, ne, in če je orodje dobro, potem je tudi delo dobro opravljeno.